Jeep je ustoličil ime Jeep in izdelal je tudi prvega SUV-ja. A pozabimo na modele izpred več kot 50 let in se spomnimo prvega kompasa iz leta 2007. Takrat se je Jeep pridružil trendu pomehkuženih SUV-jev, crossoverjev ali križancev, kot jih pogosto kličemo. Toda s tem tekmec Nissana Qashqaia v Sloveniji in v Evropi nikoli ni dosegel posebnega navdušenja. No, tudi novi kompas tekmuje z SUV-ji, ki nikoli ne zapeljejo na teren, še makadamskih bližnjic se izognejo. Na trgu se kompas bori za kupce, ki svoj avto uporabljajo predvsem za vožnjo otrok v šolo ali pa za prevoz na nedeljsko kosilo k stari mami. In zato je kompas na voljo tudi zgolj dvokolesnim pogonom. In njegov dizel je pravzaprav Fiatov Multijet, ki se izkaže z vsakdanjo prijaznostjo, udobju in denarnici. Kombiniran je s samodejnim menjalnikom s kar 9 prestavami. Po našem mnenju pa je njegova pomanjkljivost, da ne ponuja obvolanskih gumbov za ročno prestavljanje. Teh smo se zdaj že povsem navadili oziroma razvadili. In ker so med kupci SUV-jev tudi nekdanji kupci enoprostorcev, naj povemo, da bo kompas ugajal tudi s prtljažnim prostorom, z uporabnim dvojnim dnom, predvsem pa, da lahko peljemo dolge predmete tudi, ko se v avtu peljejo štirje. A če je kaj pravice na svetu, bo novi kompas deležen lepšega sprejema kot prvi. Kajti to je pravi Jeep. Kljub temu, da se prilagaja trendu, ohranja tisto, kar ima ta legendarna znamka v svojem DNK-ju. Pomembno je, da kompas to kaže s svojim videzom. Še bolj pomembno je, da nikakor ne gre zgolj za pozersko šminko. Kompas je naše testne klance premagoval nadpovprečno suvereno. Brez reduktorja, zgolj z nadvse učinkovitim elektronskim sistemom nadzora pogona, s posebnimi programi za sneg, makadam in blato, ki vplivajo na zdrs, podajanje moči in porazdelitev motorne moči med kolesa. In ker ta terenskost ne pokvari udobja na avtocesti, v dinamično odpeljanih ovinkih in v mestu pa ni okoren, lahko rečemo, da je kompas dober paket.